No, gremo direktno na predstavo. Mi smo seveda zbirali te zgodbe, vse je po resničnih dogodkih, ampak seveda z močnimi avtorskimi posegi. Nismo zdaj hoteli imeti neke razbite strukture, da nimamo nekega kolaža zgodb, ampak smo se odločili, da bomo poskušali zajeti vse v eno zgodbo, tako da malo naša predstava spominja na neko klasično komedijo, Goldoni in tako naprej. Ampak s temi, kot sem rekla, resničnimi zgodbami in so se tako nekako povezali v celoto. No, zgodba se dogaja na dvorišču, se pravi preklanem dvorišču, kar se je zgodilo kar nekaj družinam na tem območju, ko jim je meja šla direktno čez Borjač, in tudi na Borjaču se dogaja. Borjač pa tudi zaradi tega, ker je Borjač, kot je rekel naš scenograf, to je v bistvu dobil v eni knjigi o Borjačih, je dnevna soba Primorca. In se mi zdi tako pomenljivo, da je ravno tam, kjer si najbolj intimen, kjer si najbolj ti tja zareže meja. In potem, kako ne bo švercanja, in jih niso pustili hoditi iz kuhinje, iz tega vhodnega vrat do hrama, recimo. Tako da je mogoče, seveda se je to začelo potem rušiti. Zgodbe smo pa seveda iskali pri ljudeh, pri ljudeh, ki živijo v obmejnem prostoru. Mene zanima predvsem mali človek, iz delavskega razreda, tam, kamor tudi jaz izhajam, seveda. In nabirali smo zgodbe vse po celi Vipavski dolini, pa gor smo šli do Kobarida, se pravi cela Soška, pa nekaj smo tudi s Krasa dobili, pa v zamejstvu in tako naprej. Povsod, kjer se nam je zdelo zanimivo in take zanimive zgodbe, nam, ki so pač bile zanimive. Seveda smo najprej zastavili malo širše projekt, torej da bomo nabirali splošno, kako je meja vplivala, ampak največ je bilo zgodb prav o švercanju. In potem smo se tudi mi malo zataknili, oziroma nekako ostali, ker se pač nam je zdelo to tudi iz nekega komedijskega vidika, ker mi smo pač komedijante, tudi najbolj zanimivo, zato ker je jasna prepreka, jasen vdor neke politike v intimno življenje ljudi. Ne smemo pozabiti seveda, da ko je prišla meja leta 1947, je zarezala v samo intimo človeka, med hiše, med domove, med posestvi, med ljubezni, med družinami. Tako je bilo kar grobo in grozno. Ampak se je potem s časoma, tako ko so nas pričevanja popeljala, pravzaprav ta meja začela počasi odpirati. Moja teorija je, ki jo jaz prodajam, in spet bom rekla, da ne vem, če bojo zgodovinarji veseli, ampak jaz sem skoraj prepričana, da se je ta meja, ki je bila začrtana kot zelo stroga meja, kot v bistvu zelo nasilna, ne smemo pozabiti, da to je bil čas hladne vojne, celotno to stoletje, mislim, ta drugi del stoletja, se je začela odpirati pravzaprav zaradi ljudi, zaradi malega človeka, ki je mogel iti na svojo posestvo, ki je mogel iti tja čas, ker to je njegov dom. In to se je počasi tako zaradi njih po moje začelo odpirati in se je na ta način tudi politika prilagajala in se je to odprlo in je bila to najbolj najbolj odprta meja v tem hladno vojnem pasu, ali ne vem, kako se to reče. Ravno, moko, sol, nogavice. Boš lahko? Ti bo jaz rihtala, smo se bila, veš, da? Mi smo tako zbirali pričevanja od leta 1947 pa do 90-ih, ampak najbolj smo se ostali prav v tem letu 1947, potem pač recimo v naši predstavi gremo vse do konca, ampak največ je zgodb to od 47 do 60-ih, 70-ih let, takrat nam je. Potem po Osimskem sporazumu se je kar odprla meja, tako da je ta prvi del bil ful bolj zanimiv nam. Švercanje je bilo absolutno obojestransko in to tudi ta najbolj zanimiv in smešen part, ker recimo pač, kar je potem v Italiji, na italijanski strani je premagovalo tega našega mesa, stir tolminc, to je bilo zelo popularno, sploh vsi ti naši domači pridelki. Pri nas pa te druge, neke take dobrine bolj zahodnega sveta, ampak meni so bile recimo dosti bolj zanimive te, ki so se pač fizično v sam prostor urezale, kako so si recimo naredili, te, ki so šnopc prodajali, da so si kar cel Italijo recimo skopali dol in so potem je prišel ta na italijanski strani, odprl šnopc, on ga je spustil, zaprl in šel. Recimo take luknje so bile meni zelo zanimive, čist fizično so se to. No, to pa je darilce, ki smo ga dobili danes za premiero, naša Brigita Gregorič, naša šepetavka nam je to dala in tukaj je taka rampica,
ki je zelo pomenljiva, ne, za našo uno. In notri so pa vse take stvari, ki se jih je včasih švercalo, ne, in imamo majhno mokico, imamo banane, imamo čike, imamo vino, ne, imamo sir tolminc, ki so ga nosili v Italijo, pa kaj še imamo? Aha, tukaj je še zanimivo, jajca seveda, ne. In pa kar je tukaj zanimivo, to so pa cijehu iz frnaže ekola. Vse se je dalo, ne, kar se je takrat vseh teh, čeprav v težkih časih in čeprav včasih, ko si misliš, da se nič ni dalo, se je v bistvu veliko dalo, ne, vse se je dalo in včasih se mi zdi, da še več kot danes, ko se dejansko vse da. Današnji dogodek pa je pomemben tudi zaradi odprtja novega razstavnega prostora, za katerega lahko rečem, da je ena od pomembnih pridobitev Evropske prestolnice kulture za goriški prostor. Ponovno lepo pozdravljeni, tokrat v prostoru, ki je meni osebno še prav posebej ljub. Epic Center, galerija Epic, ki bo gostila gostujoče razstave, je umeščena obmejni prostor, ki ravno zaradi tega, ker pripada dvema mestoma v dveh državah, presega nacionalne meje in skozi koncept borderless zajema številne zastave. Kot taka je tudi model sodelovanja za prihodnost in na nek način uresničuje vizijo ustvarjalk prijavne knjige, ko so zapisale, da bo tukaj obmejni pas transformiran v all man's land. Če dovolite nocoj programskemu direktorju malo poetičnosti namesto običajne proze, potem bi rad začel z enim prizorom iz Wendersovega Neba nad Berlinom, ko se slepi starec Homer znajde, ki smo ga prej spoznali v berlinski knjižnici, se znajde na Potsdamer placu v eni opusteli železniški postaji in reče, ja, nekoč so se tukaj ustavljali vlaki, zdaj pa se je ustavila sama postaja. Tako bi lahko uvodoma rekli, da nocoj ne odpiramo le posamezne razstave, ampak celo razstavišče. Zato gre seveda iskrene zahvale in galeriji Gonk in galeriji Foton, prav tako Nataši kot Dejanu, ker so nam v bistvu kot nosilni partnerji pomagali, da smo skozi projekt Galerije v predoru v resnici usposobili povsem novo galerijo in to v železniško-blagovnem skladišču. Torej ne več v predoru, ampak tukaj. Zato si enkrat izjemoma nocoj poleg fotografij njihovih avtorjev izjemoma velja ogledati tudi njihove nosilce. Namreč te panele, premične panele, ki ta mezanin delajo dejansko za zelo priročno in zelo mobilno galerijo. Na njih se bodo še letos vrstile tako ilustracije, kot kartoni stripa, kot časopisne naslovnice, tako da lahko rečemo, da dobijo Nova Gorica res še eno specializirano galerijo, ki bo ostala. Moram reči, da nocojšnja razstava mejnosti tukaj je pomembna tudi zato, ker poveže Italijo, Slovenijo in Avstrijo. Skoraj tako nekoč kot Transalpina. Zato vam si upam sugerirati, da si jo lahko morda pogledate tudi kot svojevrsten vlak, posamezne motive pa poglede skozi okna kupeja, le da nas ta ne vozi samo skozi prostor, ampak tudi skozi čas. Tako da mogoče lahko za konec rečem, da se tokrat postaja oziroma skladišče ni ustavila kot na Potsdamer placu, ampak se je vzgibala in nas popeljala na pot sodobne evropske fotografije. Da je s to razstavo in razstavo v galeriji Gonk fotografija tudi postala eden od pomembnih disciplin, ki jih v letošnji prestolnici predstavljamo, poleg 3 pogledov Steva Makarja, Aleksa Majolja in Mete Krese, poleg fotografij Gregorja Božiča iz ciklusa Sadje, kakor ga sanjajo sadjari, poleg razstave Point de Vue na Vipavskem križu s fotografskimi deli Eugena Bavčara in Anibal Kudolti Atems. Hkrati sem pa prepričan, da bodo današnji avtorji že skozi to otvoritev tu pa tam srečali morda Nika Erika Neubauerja, ki nas spremlja skozi časopisno fotografijo že od same otvoritve. Da bodo videli, kako presunljivo se je Anhoga lotila Manca Juvan. Da bodo v Maxu videli, da je že avgusta visela Vanja Bučan in da septembra visi Jernej Skrt in ne nazadnje, kaj za vse naše publikacije počne tukaj prisotni Jernej Humar. Vsa ta imena pričajo, da se Goriška lahko suvereno pogovarja z Evropo tudi preko fotografskega objektiva. Da tema skupinske fotografske razstave mejnosti idejno izhaja iz goriškega prostora, v katerem se meja pojavlja kot večplasten fenomen.
V projektu zato meje ne raziskujemo le kot fizične ločnice, ampak tudi kot družbeni, kulturni in ideološki konstrukt, ki oblikuje naš odnos do drugega, drugačnega in neznanega. In sicer sva sokuratorjem Dejanom Slugo povabila k sodelovanju 14 avtoric in avtorjev iz Slovenije, Italije in Avstrije, med katerimi je tudi nekaj ustvarjalcev iz obmejnega območja. Gre pa za avtorje, ki v svojih projektih z dokumentarnimi, konceptualnimi ali performativnimi fotografskimi pristopi tematizirajo različna pojmovanja meja in mejnosti. Od krajinskih sledi, zgodovinskih vezi in simbolnih meja do družbenih, psiholoških in metaforičnih razmejitev. Tudi sam sem videl ta prostor, ki je pomenljivo blizu tej železniški postaji, kot dejansko neko podobo. Stojan Pelko je včasih bil moj profesor, razlagal mi je Deleuza, podoba, gibanje, ves ta prostor, za katerega nismo verjeli, da bodo te podobe kdaj pripeljale na končno postajo in da jih bomo odprli ta vrata, so zdaj pred nami z veliko zaslugo, kot si rekel, tudi banalnih arhitekturnih elementov, ki so tukaj v funkciji mobilnosti. Tako da mislim, da smo ustvarili en prostor, ki bo še nekaj časa, mogoče celo za zgled nekaterim, ki ustvarjajo tudi razstavne prostore v Sloveniji. Ja, mi za projekt Radio Drugega smo bili povabljeni strani takratnih prijaviteljev tega Beatbooka in predvsem zato, ker so jim manjkale nekako sodobne tematike in sodobni pristopi k umetnosti tudi zamejske skupnosti. In Robida je pač društvo, mladinsko društvo, ki spada tudi v manjšinsko skupnost. Ideja takrat je bila, da bi ustvarili eno internetno radijsko postajo, platformo, ki bi lahko ponudila nek kritičen vpogled v teme, s katerimi se Evropska prestolnica kulture ukvarja, torej temo brezmejnosti, ker tukaj pač recimo se ukvarjamo tudi nekako s kritičnim diskurzom, nas je mogoče malo ta uporaba termina brezmejnosti malo zmotila, oziroma vsaj njegov uporaba v tem zelo splošnem načinu. Zato smo želeli vzpostaviti to platformo, ki bi nekako razmišljala o tem, kaj pomeni to brezmejnost in kaj je v bistvu to sploh meja. Na koncu smo se odločili za format, da imamo vsako leto že 3. leto, gostimo zvočne umetnike, filozofe, teoretike, ki vsak pride za en mesec v Topolove, tukaj biva, raziskuje, piše in vsak ustvari izmed njih 5 radijskih epizod, nekje med pol ure in 1 uro, in na takšen ali drugačen način razmišlja o temi meje in tudi o temah, ki so nekako prisotne tukaj v Topolovem. Poleg tega rezidenčnega programa imamo tudi 3 redne enkrat na mesec radijske oddaje, ki jih pripravljam jaz, jih pripravljajo tudi Vida Rukli in Antonio Federico La Salvia, ki smo vsi skozi celo leto prisotni v Topolovem. V moji oddaji, ki se imenuje Mejenje, raziskujem recimo načine, kako se ustvarja meja, kaj meja naredi, tako v fizičnem kot v bolj metaforičnem smislu, in kako se lahko izogibamo recimo praksam mejenja, in tako, da jih sploh nekako prepoznamo. Vida se ukvarja v svoji oddaji nekako z alternativnimi pedagoškimi metodami, torej ima pogovore, intervjuje z različnimi umetniki in tisti, ki se ukvarjajo bolj z recimo umetnostjo, ki se povezuje nekako s socialno dimenzijo.
Antonio pa raziskuje mejo med delanjem in mišljenjem, torej dela intervjuje in tudi svoje pisne, recimo napisane oddaje z različnimi ljudmi, ki se ukvarjajo z obrtmi, ki se ukvarjajo z nečim fizičnim, kar se dela, in on proba nekako to premisliti, kako se vzpostavlja recimo meja med mišljenjem in samim delovanjem. En izmed pomembnih mogoče dogodkov, ki se dogaja tudi v letošnjem letu, je tudi naša poletna šola, zato ker smo želeli radiu posvetiti malo več pozornosti, smo se odločili, da letošnjo 4. edicijo poletne šole Akademije Margin posvetimo prav radijskim praksam. Tako da gostimo v tem trenutku 18 radijskih in zvočnih umetnikov v Topolovem in že skozi celoten teden vsak izmed udeležencev predstavi svojo aktivnost, katero se je prijavil na odprti razpis. Tako da je istočasno učitelj, torej nekako predaja svoje znanje in seveda tudi učenec, ko je prisoten pri aktivnostih drugih udeležencev. Našo to poletno šolo bomo zdaj zaključili tudi z javnim radijskim dnem, ki smo ga začeli ob 7. zjutraj in končamo ob 11. zvečer, in potem tudi z različnimi dogodki, tudi povezanimi z radijskimi praksami. Ja, Umetnost proti puški je projekt, ki spada v uradni program Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica 2025. V bistvu je bil pa projekt, so nam zaupali, zato to je bil projekt, ki je bil neka ideja in ideja je bila pa, da bi na pomembnih obeležjih Prve svetovne vojne oziroma vojne, ki je obeležila to našo v bistvu pokrajino, tukaj to našo dolino, ne bi obeležili, ne bi pokazali, da se da z umetnostjo boriti tudi proti vojni oziroma proti puški, tako kot je tudi povežen naslov projekta. In takrat v prijavni knjigi smo zastavili ta projekt Umetnost proti puški zaradi tega, da bi opozarjali na Prvo svetovno vojno, na Drugo svetovno vojno, na vse, kar se nam je zgodilo na teh območjih v 20. stoletju. In zato smo jo poimenovali Umetnost proti puški, se pravi z umetnostjo proti vsemu, česar si ne želimo več. V tem projektu smo obeležili predvsem prostore Prve svetovne vojne, zaupali smo projekt Zavodu Mink, ki se mu zahvaljujem seveda Zvezi Mink in vsem sodelujočim, vsem, ki tako številno te dogodke obiskujete. Nam so ga pa zaupali, zato ker smo leta 2016 delali en tak še kar zahteven projekt v Javorci pri Tolminu. Takrat je bil umetniški vodja projekta Bratko Bibič in mislim, da smo celo delali, to je bil en tak live stream, koncert brez publike, se pravi, multimedijski projekt, in potem, ko so videli, da smo mi to pač sposobni narediti, so nam zaupali to in mi smo se potem takoj odločili, da bi to naredili v bistvu na Javorci, na Sabotinu in nekje na Krasu. Takrat še nismo vedeli, da bomo v Krompirjevi jami delali. In bila je ideja celo v bolnici Franji, ampak v leta 2023 je bolnico Franjo dobesedno odplaknilo, pa smo potem to dali malo proč. In končna odločitev je pač padla za te tri lokacije. In najprej je bila ideja, da bi bilo ta zadnji dogodek na Cerju, ampak so nam potem pa iz zavoda Miren Kras so nam predlagali Krompirjevo jamo in mi smo prišli dol, smo takoj rekli samo, če dobimo potrditev glasbenikov, potem bo tu. Tako da je pa, ja, gre pa za 3 precej zahtevne lokacije produkcijsko in v bistvu, kako bi rekel, glavni motiv vsega pa je to, da hočemo pokazati, da se je treba malo več ukvarjati z umetnostjo, pa malo manj s puškami, glede na to, da živimo v takih časih, ko vemo, da nas poskušajo prepričati, da so puške bolj pomembne kot kaj drugega. Kot ena zanimivost celega projekta je tudi to, da se v bistvu smo
namerno malo zbirali, da so v bistvu upletene vse tri projekte kot močan avtorski pečat ženske, zato ker vemo, da ženske imajo v vojnah povsem neko drugačno vlogo kot moški in v bistvu v vojnah ženske podpirajo, kako se reče temu, tri kantone, hiše, ne? In s tem smo želeli poudariti, da lahko, mislim tudi, da je treba dati tudi ženskam besedo, ko se govori o vojnah, ker mislim, da če bi ženske imele malo večjo besedo tudi v svetovni politiki, bi bilo popolnoma drugače. No in tako, gre pa približno tako. V Javorci je bila glavna umetniška vodja Svetlana Spajić, ona je srbska glasbenica, pevka, kompozitorka, ki je naredila en tak čudovit projekt, združila je tu malo lokalno pa slovensko glasbo s tem in potem je na Sabotinu smo k sodelovanju poklicali Silvijo Taroci pa Deboro Walker. Gre za dve italijanski glasbenici, ki sta že imeli narejene projekt pesmi o vojni, delu in ljubezni in sta ga nadgradili še z enim slovenskim kvartetom Slovena Voices pod vodstvom Zvezdane Novaković. In tu za Krompirjevo jamo, oziroma za ta zadnji projekt, se pravi finale tega projekta, smo pa povabili sodelovanju Aleksandra Vrebalov, ona je pa srbsko-ameriška skladateljica iz Novega Sada, ki je ta projekt delala, ko je bila 100. obletnica v bistvu prve svetovne vojne, Beyond Zero 1914-1918, v sodelovanju z ameriškim režiserjem Billom Morrisonom in v bistvu gre pa za kompozicijo, na katero godalni kvartet igra njeno kompozicijo Aleksandre Vrebalov na film Billa Morrisona. Mislim, da odziv je tako, kako bi rekel, naprimer že po prvem dogodku v Sabotinu so bili odzivi fenomenalni, ker je, mislim, prvič je lokacija dobra, drugo je bil projekt super in izvedba je bila tudi celo, recimo, mislim, da nas je vse presenetila. Tako da je, ne vem, odzivi so bili z obeh dogodkov, do zdaj so bili fenomenalni, sploh, ne vem, danes me je po telefonu poklicala ena gospa in je rekla, da so ji vse dlake šle po koncu v Javorci, tako da evo, to lahko povem in to je to, ne. Ma danes tudi pričakujem, glede na to, da so glasbeniki sami tako entuzijastično vstopili v to dvorano, ker vemo, da gre za godalni kvartet, ki igra akustične inštrumente, ki so precej občutljivi tudi na vlago, ampak so rekli, da nema veze, da jim je to super, tako da jaz mislim, da bojo oni dali sigurno vse od sebe. In žal se nam ni uresničilo to, da bi prišla skladateljica, pa tudi režiser, kar je bilo v prvotnem planu, ampak mislim, imamo glavni del projekta, imamo muzika, film, boj in to je to.